Večina festivalov, vsaj evropskih, ne, temelji na tem, torej, da se predvsem širi ta vizura, kaj je film, ne, da to ni samo, niti ne samo evropski umetniški film, ampak tudi južnoameriški, azijski, afriški. Seveda, vse te oddaljene kulture so nemalokrat vezane na evropske koproducente, ampak to mislim, da je duh Evrope, da pač podpira tudi druge kulture, podpira predvsem recimo avtorje, ki izhajajo iz nekih represivnih režimov, da vsem preganjanim avtorjem pač omogoči in eksistenco in pa seveda ustvarjanje. Raziskave kažejo zadnja leta, da predvsem mladi še vedno radi hodijo v kino. Liv, ko pač recimo ima retrospektive, ki jih vrtimo v slovenski kinoteki, stare filme, črno-bele filme, neme filme, vidiš večinoma mlade, no. Streaming je pustil neke posledice, ampak mislim, da bolj pri komercialnem filmu, ne. Pač mislim, da ljubitelji teh filmov, ki jih prikazuje Liv, da še vedno hodijo v kino. Imamo Vzgoje mladih, ta program za mlade cinefile, recimo, ki potujejo potem od festivala do festivala, ne. Je zelo pomembno nagovarjanje mlade publike, ne. To je vendarle prihodnost filmske izkušnje, ne. Mreža jadranskih filmskih festivalov zdaj vsebuje 6 festivalov, dejansko iz vseh republik. Pač ta skupni prostor ima neke skupne teme. Tukaj je neka povezanost, ki je avtomatska in ki lahko potem prinese te neke dobre zgodbe. Tudi Slovenci največkrat sodelujemo, ne samo da festivali med sabo sodelujemo, ne, ampak tudi filmski producenti. Vendar je največkrat je koprodukcija s Srbijo, Hrvaško, Bosno, Makedonijo, ne, občasno se vidi tudi kakšna Italija, Francija, ne, ampak to so bolj izjeme, ne. Rekel, največ se zanašamo na ta skupni kulturni prostor, ker vendarle tudi naše zgodbe so nekako najbolj prepoznane potem v tem okolju. Tako je po naši mreži, ne, 3 festivali smo skupaj, ne, v tem novembrskem terminu. Tako da tukaj si lahko pomagamo zelo z pač mednarodnimi gosti. V bistvu isti gost lahko obišče vse 3 festivali in si pač celi neke izkušnje. Že v tem smislu je to povezovanje fajn, ker ti imaš neposreden stik s temi festivali. Morda nekega gosta ne bi dobil, ker smo pač partnerji, ne, se potem tako skoordiniramo. Zeleni prehod v trajnostni razvoj, ne. Tukaj seveda je fino, da se povezuješ absolutno s tujci, ampak vedno moraš najprej, bi rekel, pred lastnim pragom, kar pomestno izrazne. Če nimaš to že na pač ravni cele institucije, teh nekih akcij, ne, potem bi to bilo veliko manj vredno, če bi samo Liv bil zelen pa tako naprej, ne. Cankarjev že se skozi tudi sam po sebi skrbi za to, ne. Seveda, če pa Liv še zraven, pa s temi mednarodnimi povezavami, da še dodatno okrepi, je to v redu, ne.